v koncih Slovenije. Izkazalo se je, da delimo podobne občutke, razočaranje, zaskrbljenost in ponekod tudi strah. Predvsem zato, ker korak za korakom pada zaupanje v pravičnost države, gospodarstva, bančništva, pravosodja, pa tudi medijev in politike. Naša najslabša možna reakcija v tej situaciji bi bila, da se zavlečemo vsak po svoj kot, da nas prevzamemo na dušje in da nemočno opazujemo propadanje etičnih vrednot. Spoštovani, potrebno je prav nasprotno. Potrebno je, da aktiviramo naš potencial ter aktiviramo naše talente, da izkopljamo talente, zato, ker jih imamo in zato, ker je država, v kateri živimo, odgovornost vsakega od nas. Prav zato, ker je zavedanje razmer tako močno in tako enotno, se je v nekaj dneh, sicer na začetku drobna iniciativa Civilne družbe za pravično Slovenijo, zlila v že mogočno pobudo, ki jo v tem trenutku podpira 39 gibanj, pridružujejo se pa nova. Pridružujejo se tudi posamezniki in veseli smo tega. Deklaracijo za pravično Slovenijo smo povezali izredno širok spekter gibanj in iniciativ s povsem različnih področji, kar daje velik potencial in daje veliko moč. S tem predbujamo Slovenijo, ker je to edino, kar nas lahko pripelje do pravične Slovenije. Način za dosego cilja je preprost, čeprav pot ni lahka. Odločno se moramo upreti negativni kadrovski selekciji. Ta je ključni mehanizem, preko katerega koristologske elite, ki delujejo pod načelu kriminalnih združb, ohranjajo vpliv in moč v vseh delih in sistemih naše države. Vse zgolj za lastne koristi, dobrobit naroda in države jih ne briga prav nič. To so nam dokazali, posledice so izropano gospodarstvo, banke, neučinkovito in nepravično pravosodje, mladi brez služb in perspektive, Slovenija skoraj brez upanja. Zato niso krive razmere, kot se radi tolažimo in kot nas predvsem tolažijo drugi. Zato so odgovorni ljudje, ki so te razmere ustvarjali. Vprašajmo se, zakaj najsposobnejši iz mlajše in srednje generacije ne dobijo služb ali pozicij in zakaj dokazano vrhunski slovenski strokovnjaki iz tujine ne dobijo priložnosti doma. Vprašajmo se, zakaj se ohranijo vrtički, v katerih vlada zatoplost in temačnost, za razliko od svežine in svetlobe. Zgolj zato, ker bi kvaliteta onemogočila poslovanje po domače, onemogočila bi instrumentalizacijo pravosodja, onemogočila bi izkoriščanje in okoriščanje, ter bi končala pregrada pokvarjenosti in zelo pogosto od povprečnosti. In prav to, spoštovani, smo dolžni storiti mi. Osebne in strokovne kvalitete ter odgovornost moramo postaviti na prvo mesto in jim dati ustrezno veljavo, priznanje in priložnost. Strniti moramo naše napore, da to dosežemo vsak na svojem okolju in skupaj. Premalo nas je, da bi se v teh naporih delili. Zato moramo ostati skupaj. Ne smemo molčati, ko vidimo predrovanje po principu dober je, ker je naš, ker je kompromitiran in ker bo moral
Izbrati moramo najboljše. Le tako, spoštovani, bo v Sloveniji prevladala svežina, svetloba in pravičnost. Za pravično Slovenijo. Hvala lepa. Spoštovani, v imenu iniciative Prekupimo Slovenijo nas bo govorila gospa Urška Mangovec. Spoštovani zbrani, nastajajoča pobuda v naslovu nosi besedo pravičnost. Zato velja spregovoriti najprej o njej, saj gre za osrednjo vrlino države, družbe in vsakega odnosa. Nobena umetnost in spretnost ne pomagata, če ni medsebojnega zaupanja, ki sloni na pravičnosti. Prvo, kar je treba storiti, da se družba ohrani, je dati vsakomur, kar gre. Pravi pravnik in največji slovenski filozof dr. Milan Komar ter nadaljuje, da je treba, da bi lahko bili pravični, ljudi poznati in jim omogočiti čim boljši razvoj in primerno mesto v družbi. Pravičnosti tudi ni brez resnicoljubnosti. Pravičen je lahko samo tisti, ki ve, da ni popoln in zato neprestano išče resnico. A Slovenci smo leta 1945, če ne že prej, zavrgli. Od takrat nam vladata laž in krivica. Da ne znamo dati vsakomur, kar gre, kaže že to, da nas pogosto vodijo moralni in strokovni pohabljenci. Sposobne pa žokazi zatremo, da svojih talentov niti ne morejo razviti. In če se kdo sprašuje, zakaj sodstvo, kot tista zadnja instanca, ki bi morala stvari v družbi postaviti na pravo mesto, ne deluje, je odgovor prav v tem pojem. Prvič, resnica ni več merilo in drugič, velika večina pravnega kadra so izmaličene osebnosti, po letih šolanja do dobra prežete zastareli socialistični. Zlasti pravnik bi moral biti tisti, ki mu je iskanje resnice in pravičnosti osnovno vodilo. A o tem sem v času svojega študija komaj kaj slišala in tole v okviru pravne filozofije nekega drugorazrednega predmeta. Ob nedavnih dogodkih smo zgroženo ugotovili, da naše sodstvo ne deli pravice, ampak krivico, da ne ustvarja prava, ampak ne pravo. Nekdo si je prisvojil pravico, si prisvojil pravo in našo državo. Ni se čuditi, da tak sistem ne uživa ugleda, pa čeprav se imenuje pravosodje. Tragika je seveda v tem, da smo se tega zavedli šele zdaj, ko je postalo tako zelo očitno. Čeprav je pravica ukradena že vsaj 70, država pa vsaj 20 let. Če bi vsak od nas imel razčiščene misli, bi namreč nepravičnike z razumnim odločanjem že zdavnaj odpihnili iz političnega parketa in ključnih mest v državi. Že prej omenjeni dr. Komar pravi,
da je pravična država plod ljudi, ki so pravico in red najprej ustvarili v svoji duši. Če pa so ukradli pravico in porušili red v nas samih, je jasno, da je pot do napredka najprej v tem, da gojimo in širimo čut za pravičnost. Vsak od nas pri sebi. Tako okrepljeni bomo zmogli opraviti tudi s krivico na višjih ravneh. Da oblast in zločast popred spet našo gospodarstvo. Z inštituta dr. Janeza Evangelista Kreka pa prihaja magister Rok Brešina. Spoštovani vsi, kje smo? Kje je naše gospodarstvo? Po napovedih Eurostata za leto 2014 bo negativna gospodarska rast med državami in članicami Evropske unije samo še na Cipru in v Sloveniji, se pravi, da se bo gospodarstvo še naprej kršilo. V vseh ostalih državah članicah EU naj bi gospodarstvo raslo, vključno z Grčijo in Hrvaško. Pred 22 leti je Slovenija želela postati druga Švica. Imela je najboljši izhodiščni položaj gospodarstva med vsemi državami srednje in vzhodne Evrope, ki so se izvile iz totalitarnega komunističnega režima. Danes lahko ugotavljamo, da so nas večinoma vse omenjene države že prehitele. Namesto, da bi postali druga Švica, postajamo druga Jugoslavija. Zakaj Slovenija in njeno gospodarstvo ostajata na eni državi Evropske unije, ki se nikakor ne more izviti iz gospodarske krize? Odgovor je jasen. Ker se ne Slovenija, za razliko od baltskih držav, Češke in Poljske, edina ni rešila komunistične preteklosti in njenih nosilcev. To so znova na očeh evropske in svetovne javnosti dokazali dogodki zadnjih dni. Privatizacije nismo do danes zaključili. Še več, država celo povečuje svoj delež v gospodarstvu. Tak primer je nakup deleža Nove Ljubljanske banke v KBC. Tudi zadnja strategija v umiku države iz gospodarstva v okviru klasifikacije naložb Slovenskega državnega holdinga z vsemi pogoji omejitvami deleže se mu prenaša iz enega v drugi državni žep. Država bo tako ne ohranila svoje deleže v podjetjih, kar smo pod parolo nacionalnega interesa uničujoče plačali v preteklih letih in še plačujemo. Nihče pa se ne vpraša, zakaj naša tako imenovana državna srebrnina ves čas prinaša izgube. Zakaj moramo ves čas reševati podjetja, ki nam jih predstavljajo kot najboljša podjetja v državi? Ugotavljamo, da je nacionalni interes zlorabnih bojev, s katerimi so želeli še naprej izčrpavati podjetja in ohraniti svoje privilegije. Raziskava ugledne tuje agencije je ugotovila, da je Slovenija na prvem mestu po korupciji v poslovnem svetu, a naša sodišča, ki so 20 let sedela križem rok, zaprejo predsednika največje opozicijske stranke po možnosti brez dokazov. Ta podatek je alarmanten. Kako se lahko vsi tajkuni prosto sprehajajo na prostosti, medtem ko se na drugi strani obračunava s posamezniki brez pravih pravnih podlag?
vse kriv kapitalizem in svobodni trg, ki pa jih v resnici v Sloveniji nikoli ni bilo. Poznali pa smo parišijski kapitalizem. Tovarišija je tako 20 let izčrpavala podjetja v državni lasti, ki smo jih ves čas reševali v poplačevalskim denarjem. Račun za to nam je izstavljal vsakih nekaj let, ko moramo finančno sanirati banke v državni lasti. To je tudi praksa današnjih dni. Čas je, da temu naredimo konec. Čas je, da prekinemo s prakso prejšnje totalitarne države in vzpostavimo pravno državo, kjer bomo pred zakonom enaki vsi, kjer se bodo spoštovale temeljne svoboščine in človekove pravice. Začeti moramo z gospodarskimi reformami, ki bodo naredile poslovno okolje prijazno podjetjem in posameznikom. Birokracija, visoki davki, plačilna nedisciplina, razne omejitve ter navsezadnje državne pomoči izgubrskim podjetjem vsekakor niso prijazni ukrepi. Začne naj se že sanacija bančnega sistema, preko že v prejšnji vladi ustanovljene slabe banke in slovenskega državnega holdinga, ki bo omogočila financiranje zdravih podjetij. Vzpostavi naj se prosti, svobodni trg. Država podjetja naj ne omejujejo konkurence. Država naj ne omejuje prihoda tujega kapitala, saj zvišuje gospodarsko rast, daje delo našim državljanom ter zvišuje konkurenčnost slovenskega gospodarstva. Država se mora takoj, a pametno in transparentno, ne zgodobno in pod mizo, umakniti iz gospodarstva, brez botrov in stricev iz ozadja, ki so desetletja vplivali in bogateli na naš račun. Naj odproda podjetje v državni lasti, da bo enkrat že konec teh zlorab. Le tako bodo podjetja lahko normalno poslovala, brez političnih pritiskov in nadaljnjih izčrpavanj podjetij. Naj se že enkrat začne z izvajanjem pravih ukrepov, kot je bil na primer dopis fiskalnega pravila ustava, saj so že napisano v prejšnji vladi in prepisano v tej. Upamo lahko le, da se jih bodo s pomočjo Evropske unije tudi držali. To je prava pot v pravično Slovenijo za vse. Spoštovani, v imenu izobražencev nas bo nagovorila magistrica Helena Jaklič. Spoštovani, verjetno ni Slovenca, ki se ne bi spominjal slovesnega trenutka pred 22 leti, ko je na vrhu Triglava zapetolala slovenska zastava, na kateri ni bilo več rdeče zvezde, simbola sistema, ki je sistematično kršil človekove pravice in v katerem je Slovenija živela skoraj 50 let. Ljudje so iz svojih razstav odstranjevali ta simbol zatiranja ter ponosno izobešali slovensko trgovnico. Danes se zdi, da je vse drugače. V vseh teh letih si je kontinuiteta načrtno prizadevala, da bi Slovencem odvzeli ponos in pripadnost, ki smo jo takrat čutili od svojih zastav. V ta namen je zlorabljala medijski in šolski prostor, pravzaprav celotno družbeno okolje. Osamosvojitveno vojno, ki nam je prinesla samostojno Slovenijo, nam hoče naenkrat predstaviti zgolj kot uresničitev načrta, ki naj bi imeli že med drugo svetovno vojno. 20 let se že trudi izničiti pomen osamosvojitvene vojne za naš narod ter počrniti njene afere. Rezultat vsega tega je grozljiv. Slovenija so v zadnjih mesecih, predvsem pod okriljem diktiranih vstaj ljudstva, prikrili simboli totalitarizma, ki je poleg nacionalsocializma in fašizma v svetu prinesel največ odjava.
predstavniki politične elite se združujejo in prepevajo simboli, ki predstavljajo čas državljanske vojne in največjega razvajanja slovenskega naroda, čeprav vedo, da to narodu ne koristi. Rdečo zvezdo izpostavljajo na državnih proslavah, čeprav ta predstavlja jugoslovansko armado, ki nas je napadla. Čemu torej to počnemo? Vsak, ki mu resnica ni tuja in ima rad slovenski narod in našo državo, ob tem težko ostaja brezbrižen. Pod rdečo zvezdo so umirali milijoni. Slovenija je v njem izgubila najboljše može in fante. Desetletja po vojni so bile pod njom kratene osnovne človekove pravice in temeljne svoboščine. Žal v vseh 20 letih naše samostojnosti nekateri niso sposobni zauzeti kritičnega odnosa do sistema, ki je udejanja vse značilnosti totalitarnega režima. Tako se danes mladi v šolah ne učijo, da rdeča zvezda pomeni tudi umor, tudi nasilje, zlorabo, zatiranje. Da rdeča zvezda v Sloveniji pomeni več 10.000 mrtvih, vendar ne parnih vojnih spopadih, ampak umorjenih, ker so mislili drugače. Mladi se ne učijo, da je komunizem svet uvrstil med enega od treh najbolj krvavih totalitarizmov in ne izvedo, da Tito ni bil tisti, ki ne bi se uprl Stalinu, temveč enako kot diktator, ki je že takoj ob koncu vojne napovedal izven svobodne boje, čistke pa je, tako kot Stalin, delal tudi med svojimi. Brez te refleksije ostaja rdeča zvezda v Sloveniji polna simbolike, ki so jo pripisali komunisti ter povojna oblast. Lažni simbol upora, sprememb, svobode, osvoboditve. Ob tako silovitem sajenju rdeče zvezde ter drugih simbolov komunističnega totalitarizma, ki smo mu priča v zadnjem času, se kar samo ponuje vprašanje, čemu taka bivanska potreba po poveličevanju tako krvavega simbola. Odgovor je zagotovo večplasten, vendar oben preprost. Če kontinuiteti vzamemo njeno zgodovino, utemeljeno v zvezdi, in pravzaprav vzamemo vse, tudi legitimnost. Ob soočenju z resnico pristane skupaj svojo simbolno ravnako na središču zgodovine. Kljub samo temu verjamem, da v Slovencih še vedno tudi tisti ponos in tisti pogum ter domoljubje, zaradi katerega smo pred 20 leti privolili svobodno in demokratično Slovenijo. To Slovenijo smo lahko začutili tudi letos na kulturni praznik, ko so se dopoldne, kot pred 20 leti, na kongresnem trgu zbrali vsi, ki jim je mar za našo državo in za naše skupno dobro. Takrat so, z razliko s popoldanskimi vstajniki, ki so prepevali internacionalno in mahali z rdečimi zvezdami, ponosno napadali slovenske zastave in je odmevala slovenska pisma. Takrat je bilo vsem jasno, kakšno Slovenijo bi lahko imeli, če bi ne vladali totalitarni simboli. In za takšno Slovenijo se je, ne glede na vse, vredno boriti. Hvala magistrici Heleni Jaklič, z nami so tudi pedagogi in v njihovem imenu bo spregovorila gospa Vlasta Sagadin. Dober večer, spoštovani zbor. Kaotične razmere kar kličejo po temeljitih spremembah tudi v šolstvu. Tudi to področje namreč nikoli ni doživelo korenitih vrednostnih sprememb, saj ga že več ali manj vseh 22 let po osamosvojitvi obvladuje ista politična opcija, ki je šla iz skupine za obdelavo šolskega polja, kjer se je talil kasnejši minister za šolstvo dr. Gardner. Kljub nekaterim poskusom ministra Milana Zvira, da se šolstvo prevetri in ideološko očisti, do tega ni prišlo in aparat ostaja nepoškodovan na svojih pozicijah. Še vedno ostajamo ena redkih držav v Evropi, kjer področje religije in verske izobrazbe v javnih šolah nima kaj iskati.
Ostajamo ponosni na svoje neznanje. Naši učenci so zato na tem področju neizobraženi, kristjanofobni, polni predsodkov in strahov. Nič čudnega, se lahko o večinski religiji našega naroda berejo in slišajo samo negativna sporočila. Cerkev je pa itak kriva za vse, kar je narobe v tej državi, če izpustim politika, ki je pa sploh največji krivec za vse te težave. Kot je dejal dr. Gorazd Pocijančič, antikatolicizem je slovenska varianta antisemitizma. Ker se kot država še vedno nismo poenotili o nekaterih skupnih vrednotah, niti zadnjih desetih zapovedi, ki še vedno veljajo in so univerzalni zakon, ki bi morali veljati v naši družbi, tudi mladina nima pravega kompasa. Od najostnejših teh partnerov kaos, relativizma in individualizma. Slabo poznavanje nacionalne zgodovine in enostransko prikazovanje polpretekle zgodovine v školskih učbenikih, ki so jih pisali samo določeni zgodovinarji, ne pripomore k širjenju narodne zavesti in domoljubja. Občutek pripadnosti narodu je žive in poglobljena ekonomska kriza samo še stopnjuje težnje po izseljevanju mladih izobraženih in kulturino. Ustaviti moramo splošni nihilizem in občutek nemoči, češ, da se itek ne da nič spremeniti. Že nekaj pogubnih sprememb na področju zakonodaje z področja šolstva ter popravka učnih načrtov bi lahko izboljšalo stanje v šolstvu. Ker sama izhajam iz razreda, že 32 let poučujem, sem sestavila nekaj kar konkretnih sprememb, ki bi bilo po mojem mnenju narediti in to čim prej, pri čemer poudarjam, da te spremembe nimajo bistvenih finančnih posledic za slovenski proračun. Naprimer, prva taka sprememba po mojem mnenju je takojšnja sprememba učnih načrtov za predmet zgodovina v osnovni in srednji šoli in sicer in ne na konec šolskega leta. Nujna je prenova učbenikov za zgodovino Slovenije, ki naj bo sestavljena, torej ta ekipa pripravljavcev zgodovinarjev naj bo sestavljena pluralno in tudi recenzenti naj končno pravijo svoje delo temeljito. Prav tako naj se povrne zaupanje učiteljem, kajti avtonomija učiteljev je zaradi hiperbirokratizacije postala pravzaprav zelo okrnjena. Učitelji smo čedalje več pisarniški delavci, pravniki, terapevti in še vse kaj drugega razen pravi učitelji. Potem nekaj zakonov z področja osnovne šole nujno potrebuje prevetritve, zlasti zakon o otrocih s posebnimi potrebami, ki se je izrodil v samo nasprotje. Namreč, kadar določamo nadaljenost ali določene primanjkljaje pri učencih v osnovni šoli. Potem je zelo potrebno, da bi se vsaj poskusilo uvesti predmet verstva, poznavanje verstva ali verska vzgoja. S tem priznam, da je človek poleg telesnega bitja tudi duševno in duhovno bitje, o čemer je pisal pokojni Janez Svetina v svoji knjigi Slovenska šola za 3 tisočletje. Nenazadnje bi rada poudarila tudi to, da uravnilovka in destimulativno nagrajevanje dobrih učiteljev ne prinaša kakovosti in vsi varčevalni ukrepi, ki so naperjeni v javni sektor, prizadevajo tudi nas neposredne delavce v vzgoji in izobraževanju. Zlasti mladi ljudje, ki so na začetku svoje poklicne kariere, nimajo možnosti nikakršnega napredovanja, ne stimulacije, kar zelo, bom rekla, destimulativno vpliva na njihovo delo. Prosila bi vlado, da končno premisli ali uvedba drugega tujega jezika v prvo triado, res tak velik strošek za to našo domovino,
saj smo iz preteklih let, ko je potekal projekt uvajanja tega jezika, pokazali, da je to ena nova kvaliteta, ki jo kot evropska država moramo pri otrokih gojiti. Naj se pač upošteva strokovne argumente, strokovnjakov, učiteljev, ki delamo na poučevanju tujega jezika v najzgodnejšem obdobju šolstva. Potem bi pa omenila mogoče še nekaj o pravicah in dolžnostih učencev in dijakov. Vsi vemo, da večje pravice zahtevajo od nas tudi večjo odgovornost. Žal smo naši mladostniki in otroci na to pozabili, pri čemer smo jim pa mi uspešno s svojimi zelo liberalnimi in progresivnimi pravilniki pomagali. To je nekaj na kratko predstavljenih morda hitrih ukrepov, ki bi morda v slovenski šoli izpeljali v čim krajšem času. Jaz sem človek akcije, pomagamo lahko tudi učitelji praktiki in vabili tudi tisti, ki v šolstvo tangira. Ne bi želela, da bi se še naslednje generacije mladih zdobile in želim, da bi tudi mladi v Sloveniji bili del pravične slovenske družbe. Hvala. Spoštovani, v imenu Zbora za Republiko nas nocoj nagovarja dr. Ivan Štuhec. Spoštovani zbor, vsi se dobro spominjamo znamenitega stavka Jožeta Pučnika. Jugoslavija ni več. Jugoslavija ni več. Danes, v času, ki ga ocenjujem ta večer, bi lahko ta stavek parafrazirali. Demosa ni več. Demosa ni več. Vendar s to parafrazo bi se pokojni Jože Pučnik gotovo ne strinjal in če bi pogledal v tej dvorani, bi tudi gotovo demos je. Če govorim nocoj tudi v imenu Zbora za Republiko, potem je Zbor za Republiko še vedno tisti kraj, kjer demos je, ker so v njem ljudje različnih svetovno-nazorskih prepričanj, ki pa nam je skupna vrednota slovenska država in slovenska domovina, republika. V republiko pa spada tudi duh krščanstva. V to republiko spada tudi vrednota religioznosti, kot tista vrednota, ki je skozi celotno človeško zgodovino predstavljala vedno enega od konstitutivnih elementov človečnosti. Je potrebno religioznost videti tudi v javnem kontekstu in ne samo v privatnem življenju. In mnogi imajo v Sloveniji s tem velike težave, posebej še takrat, ko se sklicujejo na načelo ločitve cerkve in države in ga razumejo v starem marksisto-komunističnem smislu izločitve cerkve iz države. Na to tezo izločitve cerkve iz države, kljub dejanskim napakam cerkve v zadnjih 20 letih, ne bomo in ne smemo pristati. S tem pristanemo na to, da svoboda veroizpovedi ni ena izmed temeljnih človekovih pravic, ki jo je stari totalitarni sistem sistematično
kreativ, v novem demokratičnem družbenem redu pa jo nosilci starega sistema nadaljujejo s tem kratenjem na celi črti, od šolstva do medijskega prostora in do javnega življenja sploh, s tem, da smo prišli v obdobje, ko lahko govorimo o tako imenovani kristijanofobiji, ki je nismo bili deležni tisti, ki smo se rodili po drugi svetovni vojni, niti v zadnjih desetletjih prejšnjega totalitarnega sistema. Temu tako sem trdno prepričan, da je eden izmed glavnih virov za to miselnost šolski sistem, o katerem je govorila že moja spoštovana predhodnica. Vendar mi dovolite, da opozorim na 3 temeljne elemente, ki so jih ugradili v Belo knjigo in kasneje v šolsko zakonodajo leta 1996. Tam je govora o avtonomiji. Avtonomija se razume v slovenskem šolskem kontekstu kot avtonomija prostora, ne pa kot avtonomija človeka. Ali z drugo besedo, ne gre za svobodo posameznika, ampak za ograditev šolskega prostora pred svobodnim posameznikom. In ta ograditev je uperjena predvsem v 2 smeri, proti krščanstvu in proti političnim strankam. Kajti krščanski svetovni nazor nima prostora in mesta v šolskem prostoru in tudi politične stranke. Torej, tisti 2 momenta in tisti 2 elementa, ki sta bila pred 23 leti brez dvoma 2 najmočnejša konstitutivna elementa nastajajoče države. To so bile nove politične stranke in to je bila katoliška cerkev, kot takrat, tako rekoč edina, najmočnejša civilna družba, ki je imela svojo organizacijsko in prostorsko strukturo po celi Sloveniji, da je dala prostor tudi nastajanju novih političnih strank. In to je šolska zakonodaja ugradila leta 1996 v sistem, da te 2 stvari nimata kaj iskati v slovenskem šolskem sistemu. Posledično to pomeni netoleranco v šoli, v smislu ali pa na področju debate o verskih vprašanjih in pa tudi na videzno netoleranco do novih demokratičnih političnih sil, ki so nastale v 90-ih letih, zato da se odpira v šoli prostor, svoboden prostor tistim demokratičnim silam, ki skrbijo za kontinuiteto. Rezultat takšne pozicije šolstva, kot se je nastavil v tej knjigi, pa imamo na eni strani generacije, ki so brez čuta za domovino in za državo in ki smo jih vzgojili, kot je že bilo rečeno, v popolne in vedno večje individualiste in svobodnjake, ki mislijo, da je svoboda v tem, da lahko delaš kar hočeš, da lahko mečeš tudi kocke, granitne kocke v državne in druge ustanove. Da mora slovenska država v prihodnje razrešiti 2 temeljna problema na področju svobode veroizpovedi. Da se odpre svoboden prostor razprave o verskih vprašanjih, religioznih vprašanjih, svetovno-nazorskih vprašanjih v slovenskem šolskem in javnem prostoru. In drugič, da se tudi področje odnosa med cerkvijo in državo uredi na tistih 2 področjih, ki sta do danes ostale neurejene. To je na področju financiranja oziroma gospodarskem področju, zato da bi preprečili lahko tudi stvari, ki so se žalimo zgodile v škofiji, iz katere prihajam. In drugič, da se tudi vprašanje odnosa cerkve in države na novo premisli prav z ozirom na vzgojno-izobraževalne sisteme. To sta 2 smeri, ki bi lahko pripomogli temu, da bi slovenska družba in slovenska država na področju vprašanja svobode veroizpovedi
na prostoru. Drugo, kar bi želel posebej še izpostaviti, ker sem verjetno edini, ki prihajam iz vzhodne Slovenije in doživljam vzhodno Slovenijo in pa njeno glavno mesto Maribor vedno bolj kot mesto strahu. Danes poslušamo parole o nekakšnem demokratičnem socializmu in podobne stvari in zmerjanje čez kapitalizem. Moji rojaki iz vzhodne Slovenije v tisočih hodijo s trebuhom za kruhom v sosednji avstrijski kapitalizem. Torej, med avstrijskim kapitalizmom in slovenskim je očitno neka bistvena razlika, da ti isti ljudje, ki morda nostalgično želijo uveljavljati nek demokratični socializem, iščejo kruha v kapitalizmu, doma pa so proti kapitalizmu kot družbenemu sistemu, ne v smislu takšnega, kot ga imamo, ampak v smislu tistega kapitalizma, ki temelji na delovnem kapitalu in na njunem medsebojnem partnerskem odnosu, ne pa na njunem izključujočem odnosu, kar nas je na nek način učila in naučila tradicija, ki se je začela leta 1945 vse do leta 1990. Mi ne potrebujemo konflikta med delovnim kapitalom, mi potrebujemo med njima sožitje. In s tem seveda tako družbeno ureditev, ki bo socialna in hkrati nesovražna do tistega, ki ustvarja kapital, ki ustvarja dodatno vrednost in ki bo ustvarjala take družbene pogoje, da se nam ne bo še enkrat pol Štajerske izselilo ali z dnevno migracijo v Avstrijo ali pa tudi z morda še boljšo migracijo v druge, bolj oddaljene dežele in tisti ljudje, ki tja odhajajo, so po pravilu, tako rekoč, za nas lahko tudi izgubljeni. Spoštovane dame in gospodje, vzhodna Slovenija propada in dokler bo v Sloveniji centralizem brez prave lokalne samouprave, se bo to še naprej dogajalo. Zato je treba temu narediti konec in reševati tudi vzhodno Slovenijo. Naj izpostavim še vidik, ki zadeva civilne organizacije, v katero štejemo lahko tudi katoliško cerkev. Mnogi so ob vabilu na današnji zbor imeli pomisleke, dileme, predsodke, morda tudi enega izmed tistih, ki se uveljavlja v slovenski javnosti, nisem ne za Kučana, pa ne za Janeza Janša. V tem stavku pa se skriva nekaj veliko globljega kot samo simbolične osebnosti. Če smo za Kučana, potem smo za tisti pravni red, ki s pomočjo afere skonstruira proces, ga postavi v kvazi demokratične postopke pravne države, zato da eliminira sistematično in postopoma vse tiste politike, ki so to državo postavili na noge. Potem smo za tisti pravni sistem in tisto pravično družbo, ki spoštuje pravni red, zato se že 25 let z njim bori, da bi preko te borbe temu pravnemu redu dokazoval, da so principi, na katerem temelji Kučanov pravni red, zgrešeni in nekompatibilni s sodobnim pravnim sistemom, ki temelji. S tem pa na tistih etičnih
kategoriji, brez katere ni nobene pravne države in tudi ne nobene pravičnosti. Zato mislim, da tisti, ki smo se tu zbrali, vemo, da ne gre v prvi vrsti za osebe, čeprav simbolizirajo marsikaj, ampak gre za to, da z držo pravičnosti izborimo končno pravno državo in lahko rečemo enkrat za vselej, Demos je in bo. Amen. Hvala, dr. Ivan Šmitec. V imenu Zavoda Iskrenin Kanitvo je z nami doktorica Andreja Polanec. Dober večer, predvsem starši, odrasli, ki se ukvarjamo z otroki, stare mame, tete, strici, stari očetje. Skratka, vsi smo v stiku z otroki in dajmo se od njih učiti. Otrok ima zmeraj prav. Otrok vedno čuti prav. Njegovo doživljanje sveta, ljudi, odnosov, vzdušja je vedno pristno, iskreno, naravno, nepoplačeno. Vendar pa v primerih, ko so občutja otroke, vzdušje, pretežko, boleče, ko čuti krivico, ko je ustrahovan, ko čuti nasilje ali manipulacijo, postane zmeren, negotov, preplašen. Ko sem prišla iz službe na dan, ko je bil JJ, kot ga kličejo moj otrok, obsojen na 5 leti v ekspediciji seveda, je bil neverjeten odziv. Pridem domov in prva novica ponovadi, malo skočijo po meni, ampak pa sem šel. Mami, veš, da je JJ dobil 2 leti, s tako zaprepadanostjo, s tako bolečino in s tako prosto najboljske Slovenije, da me je čisto preplavil. Otroci vsakič, ko začutijo, da se dogaja neki po krivici, nekaj narobe, da nekaj ni ta prava pot, rabijo odrasli. Obseb starše, predvsem, lahko tudi druge odrasle, da jih pomirimo, da ovrednotimo to, kaj se dogaja v njihovem telesu, da jih razumemo in predvsem, da jim zagotovimo varnost, da se to ne bo več dogajalo. Otroci ob starših ne morejo dobiti iskrenega odziva, ki se morajo pretvarjati, da je vse v redu. Bojo zmedeni, ne bojo mogli zaupati sebi, svojim občutkom, svojim mislim, ampak bojo zmeraj čakali na to, kaj bojo rekli drugi, da ne čutijo, kaj bojo rekli drugi, da ne mislijo in kaj bojo drugi rekli, da ne govorijo, da ne povejo, da ne usodijo. Počasi bojo te otroci zgubili stik s sabo. Postali bojo nekdo, ki ga odrasli prekujejo po svoji volji in ne po njegovi edinstvenosti in neponovljivosti. Otroci ne bojo radoživi, ne bojo iskreni, ne bojo navihani in vedroženi, ne nagajani. To so takali otroci. Taki otroci bojo zmeraj vedeli, kaj so njihove želje, kaj je njihova pot. Po njej bojo lahko hodili z veseljem, pokončno in ponosno, tudi če ne bojo vsi ploskali. Ne bo jim treba sramotiti drugih s tem, da bi dokazali, da so oni boljši od drugih. Ne bo jim treba poniževati drugih, da bi s tem dokazali, da so oni boljši. Ne bo jim treba ustrahovati, ker bojo vedeli, da so v redu,
ker bodo to čutili v svoji notranjosti. Strahopetci in nevredneži ne vejo, o čigavi poti hodijo in ne vejo, kdo so. Otroci imajo pravico, da čutijo to, kar čutijo, da mislijo to, kar mislijo in da govorijo to, kar bi radi govorijo. Hvala. Iz civilne iniciative za družino in pravice otrok pa prihaja Aleš Škrlec. Dobro večer, prijateljice in prijatelji. Lep pozdrav vsem in vsakemu posebej. Takoj na začetku bi želel zahvaliti Jožko Družini, Mitja Trušturarjo in Borisu Treškoviču, idejnim pobudnikom in organizatorjem današnjega srečanja. Jaz bi želel Jožkota, Mitjeta in Borisa prositi, da svojim delom nadaljujejo. Ali smo za to? V tej unijski dvorani so se pomembni dogodki dogajali že pred drugo svetovno vojno. Nedvomno najpomembnejši dogodek pa se je v tej dvorani zgodil 12. maja 1988. leta. Takrat se je v tej dvorani zbralo 1000 predvsem kmetov. Ti kmetje so vedeli, kaj hočejo. Želeli so svobodo in želeli so živeti v pravični državi, ki bo spoštovala njihovo delo. Jaz sem vesel, da sta zdaj vsaj dva, ki si da tukaj v prvi vrsti, tukaj navzoča in se bodo tudi takrat tukaj. Mogoče še kdo, ki je bil 12. maja 1988 tukaj. Ne dvigne roko. Kar nekaj roko. Nekaj ste ga vsega. Vsega je tukaj in verjamem, da bo tudi sad, kot se je začel razvijati pred 25 leti, spet prišel. Kaj je v tej državi narobe, je bilo precej povedanega v deklaraciji. Zdaj pa mislim, da je naša naloga, da si postavimo cilje in začnemo te cilje uresničevati. Kar nekaj je bilo v tem smislu že povedanega in vse konkretne pobude, ki so predane, verjamem, da smo tudi zapisali in na nek način v taki ali v današnji obliki čim prej sprejele in začele izvajati. Tudi sam imam nekaj pobud v tej smeri. Danes govorimo civilna družba za pravično Slovenijo. Jaz mislim, da mora civilna družba najprej pogledati sami sebi, koliko je svobodna in koliko je zares pravična. Jaz mislim, da v tem trenutku, ko imamo stanje v državi, ko je velika večina civilne družbe financirana tako ali drugače iz proračuna, in to tisti najglasnejši del civilne družbe, nimamo nesvobodne, nepravične civilne družbe. Zato predlagam, da se čim prej uredi taka davčna politika, da bo 10, še bolje pa 15% dohodnine lahko vsak državljan namenil tisti organizaciji civilne družbe, katere delovanje podpira. In za enak znesek naj se zmanjša proračunski denar namenjen civilni družbi. Na ta način bo civilna družba mnogo bolj pravična in svobodna in naša država mnogo bolj plula v pravih pogledih.
Kot vodja družinske organizacije želim tej in naslednjim oblastem povedati, dovolj je rezal v materialni položaj družin. Družine so že danes največji plačniki krize, ki jo niso povzročile. Posebej tiste družine z velikimi otroki. Ali je to pravično? Ni pravično. Predlagamo, da se družine spodbuja. Ne pa, da se jim tako kot sedaj, glede na stanje pred nekaj leti, je 100, 200 ali 300 in še več evrov na družino. To ni spodbudna družinska politika. To ni politika, ki pelje družine in to državo v pravo smer. Prav tako je protidružinski novi predlog nepremičninskega zakona, ki ne upošteva, da večje družine rabijo več prostora. Zato menim, da je nujno potrebno podpreti inicijativo družinske pobude, ki predlaga progresivno zmanjšanje davčne obremenitve nepremičnin glede na število članov družine. Pomembna stvar, ki je potrebno v tej državi uveljaviti, je pravica staršev do vzgoje otrok v skladu z lastnim prepričanjem. Učitelji šikanirajo v nekaterih šolah in celo vrtci, če na primer otrok pred devijo naredi križ. Nedopustno je, da se po naših šolah z državno podporo prikrito razširja ideologija tako imenovane teorije spola, ki ne priznava, da obstajata moški in ženski spol, ampak trdi, da je spol družbeni konstrukt. Gre za grob poseg v otroke v njihovem najbolj intimnem in pomembnem obdobju za razvoj. To je potrebno končati. V zadnjem času je skrb vzbujajoč porast ksenofobije, o kateri bo danes že nekaj govora. Skoraj da ne mine dan, da ne bi visok državni predstavnik žalil verujoči. Ne spomnim na dva Jankova, Vederdorferja in Webera, ki sta prav v zadnjih dneh na veliko uprizarjali to prakso. Tožilec, ki po krivici preganjal kristjane zaradi njihovega verskega prepričanja, je danes vrhovni državni tožilec. Ni čutno, da tožilstvo pod njegovim vodstvom tako rekoč legalizira sežiganje križev. Ob tem pa to isto državno tožilstvo ne naredi popolnoma nič za pregoncev javnih groženj smrti kristjanov. Tudi verski nepremičninski zakon, davek na sakralne objekte, je grob kristjanofoben zakon, ki deli državljane in sicer kristjane kaznuje zaradi njihovega verskega prepričanja. Ja, kdo pa bo plačal ta nepremičninski zakon, če ne kristjani verujoči, ki obiskujemo naše cerkve? Ta zakon ni naložen cerkvi in papežu, ta zakon je naložen vsem nam kristjanom v tej državi in gre za grob kristjanofoben zakon. Predlagam, da se ustanovi inštitucija varuha pravic verujočih. Varuh človekovih pravic, ne samo sedanja varuhinja, ampak tudi njeni predhodniki. Temu področju, tudi temu, da gre za temeljno področje človekovih pravic, ne posvečajo praktično in praktično pozornosti. In če tega ne delajo oni, potem bo to moramo pač delati kdo. In predlagam tudi, da dokler država tega ne ustanovimo tako institucijo, kar bi sami kot civilna družba.
da je treba odkriti trajni sodniški mandat. Uvesti posebno disciplinsko, odškodninsko in kazensko odgovornost za sodnike. Evropsko sodišče za človekove pravice ugotovi, da so kršili človekove pravice, mislim, da je samoumevno. Spoštovani sodnice in sodniki, ne razumite tega kot napad na vas. Razumite to kot željo civilne družbe, da bi se povečal vaš ugled, ki je na ničelni točki. Dragi sodnice in sodnice, Janez Janša ni en sam. Vsi smo Janez Janše. In nas boli krivica. In bomo naredili vse, kar je v naši moči, da bomo dosegli pravico. Zato smo vsi Janez Janše. Nikar ne misliče, če boste zaprli enega Janeza Janša, da boste s tem utišali vse ostale. Zapori so premajhni za vse Janeze Janše v tej državi. Kmetje so pred 25 leti vedeli, kaj hočejo. Imeli so pogum in voljo. Upam, da smo tudi mi, ki smo danes zbrani na tem mestu, imeli pogum, voljo in znanje. In bomo dostojni nasledniki naših predhodnikov v tej dvorani. Hvala lepa. Hvala, gospoda Reš-Klinc. Z Inštituta Jožeta Pučnika bo prihaja dr. Vasko Simoniti. Gotovo bi bil dr. Jože Pučnik, ki je bil evropski demokrat in nasprotnik vsakršnega totalitarizma. Danes, ko se izgublja svobodna in odprta družba, verjetno zgrožen. Hkrati pa bi verjetno dejal, vsaj upam, če je rekel takrat, da je Jugoslavije ni več, in gre za Slovenijo, mislim, da bi danes lahko rekel, da gre za demokracijo. Že pred tednom dni, ko smo predstavljali memorandum Zbora za republiko, sem povedal, da se je prelila kapla čez rok ravnodušnosti ob samovolji in organiziranem oblastno-političnem sodnem izključevanju pri nas. Ob obsodbi, ki je bila izrečena v začetku meseca nekdanjemu predsedniku vlade, nekdanjemu predsedniku Sveta Evropske unije in sedanjemu prvaku opozicije, je prišlo do tako absurdne situacije v javnosti, da se ne govori zgolj o tem, kaj so dokazi in kakšni morajo biti dokazi, da se na podlagi njihove nedvoumne vsebine nekomu izreče obsodba, ampak je prišlo celo do tega, da se razpravlja o tem, ali so sploh potrebni dokazi za to, da se nekoga obsodi. To pa pomeni, da v pravosodnem sistemu vlada popolno razsulo, popolno razpuščenost, kar hkrati vodi v popolno razkroj države. In dejansko bi prav zato gre za državo,
Gre za družbeni sistem, ki ga označujemo z izrazom demokracije. Gre za vprašanje, kakšne so deklarirana načela in kakšna je resničnost. Kakšna je torej razlika med deklariranimi načeli in resničnostjo? Ob tej sodbi gre tako dejansko tudi za vprašanje demokracije. Demokracije, ki temelji na temeljni listini OZN in tudi na upoštevanju resolucije 1096, ki jo sprejela Parlamentarna skupščina Sveta Evrope. Pri nas se namreč prav v zadnjih 3 letih polagamo in še posebej poudarjeno v zadnjem letu skuša pojem demokracije relativizirati, tolmačiti nekako po svoje in interpretirati ter vsebinsko prikrojiti pod pretvezo iskanja domnevno neke boljše rešitve od zahodnoevropskega modela parlamentarne demokracije. Toda v teh domnevnih iskanjih so že obrat v preteklosti. Tako srečujemo klice po vzpostavitvi socialistične demokracije oziroma demokratičnega socializma, klice po vzpostavitvi neposredne demokracije, klice po vzpostavitvi ljudske demokracije in podobno. Toda ta obrat v preteklosti, pri čemer ne izostavljajo pričakovanja o čimprejšnjem propadu Evropske unije, ne more prinesti nič dobrega, ampak samo zlo in nasilje. Demokracija je ogrožena. Nasprotniki demokracije so se dobro organizirani. Obvladujejo sodstvo, ki sodi samovoljno, poljubno in v skladu s političnimi pričakovanji izloča za nekatere poteče nadležne ljudi. Imajo pomožno institucijo za izobčenje ljudi, to je Komisija za boj proti korupciji, katere predsednik te komisije niti ne skriva svoje brezsramno navdušenje nad popolnim nadzorom nad ljudmi. Imajo aktivnega policista, ki je predsedniku vlade grozil smrtjo, danes hodi položen. Imajo pozive propagandistov, ki razglašajo, da ni dovoljeno komentirati sodb, da ni primerno se zbirati pred neodvisnimi sodišči. In nedavno je njihov vrhovni, nekdanji komunistični bizantinski satrap izjavil, da se ne sme kritizirati konkretnih oseb. Verjetno zato, da ko on načelno pove, kaj je narode, njegovi ruski popričnikov podobni izvajalci ne bi v konkretnem izvajanju nalog trpeli. Skratka, da bi bilo vse posebno in odgovorno na bilo. Imajo pripravljene ustrahovalne tolpe, ki čakajo na poziv s fizičnim obračunom z ljudmi. In ob 130.000 nezaposlenih in v propagandni mašineriji ni težko upreti prsta proti posameznikom in manjšim skupinam in proti njim spodbuditi ljudsko jezo. Včasih so rekli to Volkszoll, tako kot so to prežavali v 30 letih v Nemčiji, v 40 in 50 letih po Jugoslaviji in Sloveniji. Še mnogo stvari je, s katerimi razpolagajo, da bodo skušali upraviti oblast. In tem nasprotnikom demokracije, ki razumejo samo jezik, ki ga govorijo sami, to je nasilno, ni pomembno, kje živijo in kakšna je država in kako je urejena. Njim je zgolj in samo za oblast. Njim je vseeno, v kako urejenem družbenem okolju živijo. Država in domovina sta nepomembni. Za blaginjo države in njenih državljanov jim je vseeno. Oni morajo imeti le osrednje finančno-politično policijsko jedro in nekaj kupljenega okolja in to je vse, kar potrebujejo. To so imeli in to ponovno želijo. Ob tem se pri nas potencira in očitno pretirano prisotnost ideološke razklanosti, verskega izključevanja in izključenosti različnih manjšin. Toda to ne bi smel biti nikakršen problem. Problem je namreč odsotnost demokracije in njenih vrednot, kajti če obstaja delujoča demokracija, vse omenjene različnosti omogoča in zanje skrbi oziroma konfliktnosti presega za vzpostavljanje vladavino prava. Vendar prav v tej nenehno vzdrževanje relativizacij temeljnih demokratičnih vrednot je našlo svoje mesto tudi v
pravosodje, ki v svoji poljubnosti in samovolji utira pot nedemokraciji, kaosu in nasilju. Demokracija je ogrožena. Položaj postaja zelo skrajen, življenje vse bolj neprijemno. Če se bo oblastna politična sodna pot, ki je začrtana danes, nadaljevala v isti smeri, bo postala neznosna in temu se bo potrebno ukrepati. Spoštovani, demokratično delujoča civilna družba je jedro, je korektiv in pravzaprav sestavni del vsake sodobne družbe. Bolj ko je upoštevana, večja je stopnja demokracije in večja je blaginja. Vsem ljudem dobre volje nocoj ponujemo roko. Zastavljamo svoje ime, energijo in znanje za korak čez temačni čas in preti naših prihodnosti. Združena civilna družba za pravično Slovenijo na zgodovinskem Kranju v Unionski dvorani, kjer se je nova slovenska demokratična pomlad začela organizirati, izraža svoje zahteve, ki jih bo prebral dr. Mitja Štuler. Spoštovani, najprej pojasnilo. To so zahteve, vejce pa pike, pa kakšne besede pa še niso takšne, verjetno, da bi morali biti. Zato bomo v sklopu iniciative, ki se je rodila, stvari dokončno omikli v nekaj naslednjih dneh in ta spisek je tudi javno objavili. Torej zahtevamo, da Slovenija ostane zavezana k evropskemu kulturno-civilizacijskemu vrednostnemu prostoru, v katerem se je slovenski narod več kot 1000 let formiral. Zavračamo obujanje zlaganih iluzij pravičnosti in domnevne prijaznosti prejšnje države, ki je bila utemeljena na kršenju človekovih pravic in temeljnih svoboščin in je bankrotirala tako politično kot gospodarstvo. Zahtevamo, da se Slovenija uveljavi kot domovina vseh Slovencev doma in po svetu brez razlik. Smo proti nestrpnosti do katerekoli kategorije Slovencev in državljanov naše države. Zavedajoč se krvave izkušnje med vojne in povojne revolucije, zavračamo nasilje kot obliko političnega boja. Zahtevamo korenit rez za vplivi države v gospodarstvu, sodstvu in medijih, se je tu poglavitni razlog, da Slovenija zaostaja že za bivšimi socialističnimi deželami, ki so vezi s komunizmom odpravile. Zahtevamo zaščito naravnega okolja in slovenskega kmeta, na katerem temelji naša samobitnost, ne pa da se na njegovem hrbtu za nepravičnimi davki rešuje državna blagajna, izpraznjena zaradi oškodovanj v gospodarskem in bančnem sistemu. Smo za medijsko svobodo, kjer bodo civilno-družbena in politična sporočila vseh enakovredno in nepristransko posredovana slovenski javnosti. Smo za najostrejši nastop zoper oškodovanja v zdravstvu in tudi v ostalih sistemih in za takojšnjo revizijo velikih investicij, začenši z Onkološkim inštitutom, saj se bo tu odbil klopčič kriminalnega okorišča
koriščenja z davkoplačevalskim denarjem, ki traja že desetletja. Zahtevamo pravično pravosodje, kjer bodo sankcionirani najhujši zločini v zgodovini Slovencev in pravosodje, kjer bodo pred zakonom na podlagi dokazanega obsojeni odgovorni za krajo družbenega premoženja in druga nezakonita dejanja. Zahtevamo pravosodje, ki ne bo sledilo volji ene politične opcije in ne bo omogočalo zlorab v politične namene, kot v primeru Patrija, ampak si bo z učinkovitim sojenjem na podlagi dokazov pridobilo zaupanje najširšega kroga državljanov Slovenije, ki ga sedaj nima. Smo za transparentno demokracijo, v kateri ne vlada tisti, ki zmaga na volitvah, ter sestavi vlado, in ne centri moči iz ozadja, ki potem nastavljajo in zamenjujejo svoje politične marionete. Smo proti kakršnemu koli dodatnemu protidružinskemu varčevalnemu ukrepu, saj so družine, posebej z majhnimi otroki, največji plačniki krize. Smo za spremembo učnih načrtov za predmet zgodovina v osnovni šoli in srednji šoli, uvrstitev zgodovine države Slovenije na začetek šolskega leta in objektivno prenovo učbenikov za zgodovino Slovenije. Smo za spremembo pravilnikov o pravicah in dolžnostih učencev v osnovnih šolah in dijakov v srednjih šolah, ker večje pravice terjajo tudi večje dolžnosti. Smo za povrnitev zaupanja učiteljem pri sankcioniranju prekrškov v šolah in za debirokratizacijo učiteljevega dela. Zahtevamo, da se v Sloveniji vzpostavi odprto, prijazno in ustvarjalno delovno in poslovno okolje, ki bo stimulativno za vrhunske strokovnjake in podjetja iz domovine in tujine. In zahtevamo pozitivno kadrovsko selekcijo v vseh segmentih družbe, ker bodo veljavo in priznanje dobile etične vrednote, osebne in strokovne kvalitete ter odgovornost. Vse to in še kaj, morda bomo še kaj dodali, ker je to danes tudi še v teh nastopih izpostavljeno, v skrbi za pravično Slovenijo. Spoštovani, po koncu dovolite iskreno zahvalo vsem, ki so oblikovali današnje prepotrebno srečanje. In iskrena zahvala tudi vam, ki ste s svojo prisotnostjo pokazali, da vam je še kako malo za zdravo, prijetno, uspešno in pravično Slovenijo. Jutri bo spet nov dan. Pojdimo nocoj domov s plamenom upanja za pravično Slovenijo. Širimo ga po naših mestih, po naših vasteh, po trgih. Ustopimo v nov dan opogumljeni in odločeni v imenu prihodnosti, zastavimo svojo besedo, svojo misel in svoje delo. Vsak od nas je povabljen, da prispeva svoj delež za plemeniti cilj, za pravično Slovenijo.
posrečujemo klice po vzpostavitvi socialistične demokracije oziroma demokratičnega socializma, klice po vzpostavitvi neposredne demokracije, klice po vzpostavitvi ljudske demokracije in podobno. Tudi ta obratna preteklost, pri čemer ne izostavijo pričakovanja o čimprejšnjem propadu Evropske unije, ne more prinesti nič dobrega, ampak samo zlo in nasilje. Demokracija je ogrožena. Nasprotniki demokracije so se dobro organizirani. Obvladujejo sodstvo, ki sodi samovoljno, poljubno in v skladu s političnimi pričakovanji izloča za nekatere poteče nadležne ljudi. Imajo pomožno institucijo za izobčenje ljudi, to je Komisija za boj proti korupciji, katere predsednik te komisije niti ne skriva svoje brezsramno navdušenje nad popolnim nadzorom nad ljudmi. Imajo aktivnega policista, ki je predsedniku vlade grozil smrtjo, danes hodi položen. Imajo pozive propagandistov, ki razglašajo, da ni dovoljeno komentirati prisot, da ni primerno se zbirati pred neodvisnimi sodišči. In nedavno je njihov vrhovni, nekdanji komunistični bizantinski satrap izjavil, da se ne smi kritizirati konkretnih oseb. Verjetno zato, da ko on načelno pove, kaj je narode, njegovi ruski popričnikov podobni izvajalci ne bi v konkretnem izvajanju nalog trpeli. Skratka, da bi bilo vse posebno in odgovorno na bilo. Imajo pripravljene vzrokovalne torbe, ki čakajo na poziv s fizičnim obračunom z ljudmi. In ob 130.000 nezaposlenih in v propagandni mašineriji ni težko upreti prsta proti posameznikom in manjšim skupinam in proti njim spodbuditi ljudsko jezo. Včasih so rekli to Volkszoll. Tako, kot so to prežavali v 30 letih v Nemčiji, v 40 in 50 letih po Jugoslaviji in Sloveniji. Še mnogo stvari je, s katerimi razpolagajo, da bodo skušali upraviti oblast. In tem nasprotnikom demokracije, ki razumejo samo jezik, ki ga govorijo sami, to je nasilno, ni pomembno, kje živijo in kakšna je država in kako je urejena. Njim je zgolj in samo za oblast. Njim je vseeno, v kako urejenem družbenem okolju živijo. Država in domovina sta nepomembni. Za blaginjo države in njenih državljanov jim je vseeno. Oni morajo imeti le osrednje finančno-politično policijsko jedro in nekaj kupljenega okolja in to je vse, kar potrebujejo. To so imeli in to ponovno želijo. Ob tem se pri nas potencira in očitno pretirano prisotnost ideološke razklanosti, verskega izključevanja in izključenosti različnih manjšin. Tudi to ne bi smel biti nikakršen problem. Problem je namreč odsotnost demokracije in njenih vrednot, kajti če obstaja delujoča demokracija, vse omenjene različnosti omogoča in zanje skrbi, oziroma konfliktnosti presega za vzpostavljanje vladavino prava. Vendar prav v tej nenehno vzdrževanje relativizacij temeljnih demokratičnih vrednot je našel svoje mesto tudi v pravosodju, ki v svoji poljubnosti in samovolji utira pot nedemokraciji, kaosu in nasilju. Demokracija je ogrožena. Položaj postaja zelo skrajen, življenje vse bolj neprijetno. Če se bo oblastna politična sodna pot, ki je začrtana danes, nadaljevala v isti smeri, bo postala neznosna in temu se bo potrebno upreti. Spoštovani, demokratično delujoča civilna družba je jedro, je korektiv in
pravzaprav sestavni del vsake sodobne družbe. Bolj ko je upoštevana, večja je stopnja demokracije in večja je blaginja. Vsem ljudem dobre volje nocoj ponujemo roko. Zastavljamo svoje ime, energijo in znanje za korak čez temačni čas, ki preti naši prihodnosti. Združena civilna družba za pravično Slovenijo na zgodovinskem Kranju v Urnunski dvorani, kjer se je nova slovenska demokratična pomlad začela organizirati, izraža svoje zahteve, ki jih bo prebral dr. Mitja Štuler. Spoštovani, najprej pojasnilo, to so zahteve, vejce pa pike, pa kakšne besede pa še niso takšne, verjetno, da bi morali biti. Zato bomo v sklopu iniciative, ki se je rodila, stvari dokončno omikili v nekaj naslednjih dneh in ta spisek je tudi javno objavili. Torej zahtevamo, da Slovenija ostane zavezana k evropskemu kulturno-civilizacijskemu vrednostnemu prostoru, v katerem se je slovenski narod več kot 1000 let formiral. Zavračamo obujanje zlaganih iluzij pravičnosti in domnevne prijaznosti prejšnje države, ki je bila utemeljena na kršenju človekovih pravic in temeljnih svoboščin in je bankrotirala tako politično kot gospodarstvo. Zahtevamo, da se Slovenija uveljavi kot domovina vseh Slovencev doma in po svetu brez razlik. Smo proti nestrpnosti do katerekoli kategorije Slovencev in državljanov naše države. Zavedajoč se krvave izkušnje med vojne in povojne revolucije, zavračamo nasilje kot obliko političnega boja. Zahtevamo korenit rez za vplivi države v gospodarstvu, sodstvu in medijih, se je tu poglavitni razlog, da Slovenija zaostaja že za bivšimi socialističnimi deželami, ki so vezi s komunizmom odpravili. Zahtevamo zaščito naravnega okolja in slovenskega kmeta, na katerem temelji naša samobitnost, ne pa da se na njegovem hrbtu za nepravičnimi davki rešuje državna blagajna, izpraznjena zaradi oškodovanj v gospodarskem in bančnem sistemu. Smo za medijsko svobodo, kjer bodo civilno-družbena in politična sporočila vseh enakovredno in nepristransko posredovana slovenski javnosti. Smo za najostrejši nastop zoper oškodovanja v zdravstvu in tudi v ostalih sistemih in za takojšnjo revizijo velikih investicij, začenši z Onkološkim inštitutom, saj se bo tu odbil klopčič kriminalnega okoriščanja z davkoplačevalskim denarjem, ki traja že desetletja. Zahtevamo pravično pravosodje, kjer bodo sankcionirani najhujši zločini v zgodovini Slovencev in pravosodje, kjer bodo pred zakonom na podlagi dokazanega obsojeni odgovorni za krajo družbenega premoženja in druga nezakonita dejanja. Zahtevamo pravosodje, ki ne bo sledilo volji ene politične opcije in ne bo omogočalo zlorab v politične namene, kot v primeru Patria, ampak si bo z učinkovitim sojenjem na podlagi dokazov pridobilo zaupanje najširšega kroga državljanov Slovenije, ki ga sedaj nima.
predstavi vlado in ne centri moči iz ozadja, ki potem nastavljajo in zamenjujejo svoje politične marionete. Smo proti kakršnemu koli dodatnemu protidružinskemu varčevalnemu ukrepu, saj so družine, posebej z majhnimi otroki, največji plačniki krize. Smo za spremembo učnih načrtov za predmet zgodovina v osnovni šoli in srednji šoli, uvrstitev zgodovine države Slovenije na začetek šolskega leta in objektivno prenovo učbenikov za zgodovino Slovenije. Smo za spremembo pravilnikov o pravicah in dolžnostih učencev v osnovnih šolah in dijakov v srednjih šolah, ker večje pravice terjajo tudi večje dolžnosti. Smo za povrnitev zaupanja učiteljem pri sankcioniranju prekrškov v šolah in za debirokratizacijo učiteljevega dela. Zahtevamo, da se v Sloveniji vzpostavi odprto, prijazno in ustvarjalno delovno in poslovno okolje, ki bo stimulativno za vrhunske strokovnjake in podjetja iz domovine in tujine. In zahtevamo pozitivno kadrovsko selekcijo v vseh segmentih družbe, ker bodo veljavo in priznanje dobile etične vrednote, osebne in strokovne kvalitete ter odgovornost. Vse to in še kaj, morda bomo še kaj dodali, ker je to danes tudi še v teh nastopih izpostavljeno, v skrbi za pravično Slovenijo. Spoštovani, po koncu dovolite iskreno zahvalo vsem, ki so oblikovali današnje prepotrebno srečanje. In iskrena zahvala tudi vam, ki ste s svojo prisotnostjo pokazali, da vam je še kako malo za zdravo, prijetno, uspešno in pravično Slovenijo. Jutri bo spet nov dan. Pojdimo nocoj domov s plamenom upanja za pravično Slovenijo. Širimo ga po naših mestih, po naših vasteh, po trgih. Vstopimo v nov dan opogumljeni in odločeni v imenu prihodnosti, zastavimo svojo besedo, svojo misel in svoje delo. Vsak od nas je povabljen, da prispeva svoj delež za plemeniti cilj, za pravično Slovenijo.